Po dveh odigranih krogih v drugi slovenski nogometni ligi so nogometaši, ki igrajo za bistriški klub, na svoj točkovni konto zapisali eno prvenstveno točko. Po porazu v Kidričevem so se pred svojimi gledalci razšli z rezultatom 2-2 in to z Ilirijo iz Ljubljane. Začetek sezone je vedno težek, nikoli ne veš, kje si, kako se bo odzvala ekipa. Prva tekma derbi v Kidričevem, dober začetek, potem se je sicer obrnilo v prid domačino. Prva domača tekma, še slabši začetek, mlada ekipa, v prvi minuti dobiš gol, potem si v nekem krču, dobiš še enega. Po polčasu smo malo strezni glave, prišli ven kot, mislim, da kot čisto druga ekipa. Vse smo dali za to, da bi tekmo obrnili, žal nam to ni uspelo, ampak mislim, da na koncu smo lahko z točko, glede na to, kako se je začela tekma, zelo zadovoljni. Nogometaši Ilirije so odlično v mestu Aluminija oddelali srečanje v prvih 45 minutah. Gostitelje so z vodstvom šokirali v 3. minuti, ko je prvič na tekmi zadel Din Zulić. Pri drugem zadetku v 21. minuti se je prav tako v kazenskem prostoru rdečih najbolje znašel še enkrat Zulić in z drugim golom z glavo povišal vodstvo gostov na 0-2. Ekipa je danes zelo dobro odigrala, pričakoval sem 3 pike, da grejo domov, ampak fuzbal je tak neprevidljiv, tako da moramo se sprijazniti s tem remijom in počakati doma naslednjo domačo tekmo. Po slabo odigranem prvem polčasu gostiteljev je imel v odmoru kar veliko dela domači strateg, kako odigrati v drugem delu. Ja, nekako je trener nam povedal, da še ni konec tekme. 2-0 je v nogometu na polčasu zelo težek rezultat. Psihološko mogoče misliš, da si že na polovici zmage, zato je tudi težje ostati skoncentriran. Mi nismo paničarili v drugem polčasu, začeli smo igrati po navodilih, tako kot smo se dogovorili, in na koncu je tudi bil rezultat 2-2. Imeli smo še mogoče 1-2 priložnosti, ampak več kot 2 gola na polčas je vedno težko zabiti. Jaša Martinčič je mrežo gostov načel v 49. minuti, ko je z glavo premagal gostujočega vratarja za znižanje na 1-2. Do drugega gola so gledalci videli nekaj priložnosti na obeh straneh. Gol za izenačenje pa so dočakali v 85. minuti. Svoj ligaški prvenec za bistriško ekipo je dosegel Stanislav Karpuhkin. Gostje so od 85. minute po prejetem drugem golu ostali tudi z igralcem manj, kajti zaradi drugega rumenega kartona je moral predčasno pod prho vratar Ilirije. Bistričani pa v naslednjih 10 minutah z igralcem več niso uspeli spremeniti rezultata, ki je bil na koncu 2-2. Ste računali na zmago po tisti izključitvi v 85 minuti vratarja gostov? Pa mi smo naračunali na zmago cel teden od začetka tekme in tudi do konca. Na koncu se nam nažalost ni šlo, ampak ja, gremo proti Gorici v petek ponovno na vse 3 točke. Poglejmo še 3 največje neizkoriščene priložnosti obeh enajsteric. Pri Bistrici 4. minuta Brin Horvat. Tudi v 48. minuti je poizkušal Brin Horvat. In 74. minuta Anej Dukarič. Za Ilirijo pa so poizkusili 40. minuta Tilen Reiter Krebs. 44. minuta Din Zulić. In 58. minuta Mark Čeh.